kot veste, ključni organ Slovenske ljudske stranke, ki odloča o ključnih zadevah med dvema kongresoma. Za nami so volitve, na kateri je, vemo vsi, Slovenska ljudska stranka izpadla iz slovenskega parlamenta. Zato je ključno, da se o posledicah in pa tudi o prevzemu odgovornosti po takšnem rezultatu pogovorimo na glavnem odboru stranke. Predhodnica našega glavnega odbora je bil izvršilni odbor stranke, to je 21-članski izvršilni odbor. Na tem odboru smo analizirali volitve, rezultate volitve in pa tudi spregovorili o naslednjih korakih za naslednjega pol leta, ki je pred nami. Sam osebno se zavedam odgovornosti, da kot predsednik stranke, ki je stranka v njegovem mandatu izpadla podobno tretjim iz parlamenta, nisem primeren več za vodenje te stranke, ker pa so v tem naslednjih mesecih pred nami najprej lokalne volitve 5. oktobra, je bil zaključek izvršilnega odbora, okoli katerega smo bili enotni, da danes na glavnem odboru predlagamo datum sklica kongresa Slovenske ljudske stranke. To je 6. december letošnje leto. To pomeni, da volilna opravila kongresa, ki so 45-dnevna, začnejo teči prvi dan po zaključku drugega kroga lokalnih volitev in da Slovenska ljudska stranka dobi v začetku decembra novo vlado. Takrat boste pa vodili stranko do kongresa? V predlog glavnega odbora, izvršilnega odbora je takšen, bomo o tem še enkrat spregovorili na samem glavnem odboru, sedaj tu, ki je pa ključen. Torej, vi ste ponudili odstop, pa nekako ga niso sprejeli? Govorimo o tem, da je kongres sam, pač enostavno sem povedal, da se ne čutim več primernega za vodenje stranke. Po tem pogovoru pa je bil potem takšen dogovor, da je da je odgovorno, da z več kot 100 kandidati, ki imamo nominirane v času, ko potekajo priprave na kandidate za župane, ko potekajo priprave na lokalne volitve, ne tečejo sporedno še kongresno pravila, ampak da začnejo kongresno pravila naslednji dan po zaključku lokalnih volitev. Vprašanje, koga vi vidite vašega naslednika, ali drži, da določeni močni župani v svojih lokalnih okoljih utegnejo kandidirati samostojno zaradi neuspeha SNS-a na parlamentarnih volitvah? Na nobeno od teh vprašanj nimam odgovora. Mi smo danes se pogovorili, da bomo eno od ključnih stvari naredili jasno analizo in pa tudi usmeritev naprej in hkrati poskušali znotraj samega članstva se pogovoriti o bodočem vodstvu, da pa danes o nobenem imenu nismo govorili. Kar se tiče pa prebega teh županov, noben ni prišel še noben takšen signal. Kot se že dejal, mi smo tudi v dneh po volitvah, da se pravi v zadnjem tednu, z mnogimi govorili, ki bodo kandidirali naši listi. Lahko glede imena samo vaše osebno mnenje, morda koga vi vidite čisto osebno, brez strankarskega premisleka? Tega imena vam danes nekako ne moram povedati. Kaj šlo po vašem mnenju narobe? Kaj ste tudi na izvršnem odboru ugotovili kot analiza volitev? Vemo, po 24 letih, če se ne motim, ste izpadli iz parlamenta. Kje je šlo narobe? V Sloveniji je šlo marsikaj narobe v teh letih in prvo ugotovitev, ki je jasna, analiza volitev pokaže, da je polovico glasov šlo strankom, ki doslej niso bile v slovenskem parlamentu, da smo obstoječe stranke za redkimi izjemami poraženke teh volitev. Slovenska ljudska stranka pa ima določene razloge, kjer lahko poiščemo koren teh problemov vse od leta 2000 naprej. In korak za korakom je nam ta podpora kopnela in v letošnjem letu, pa lahko rečemo, da so bile zelo selektivne volitve, je tisti, ki smo bili nekajkrat blizu tega praga, pač spodleteli. Je bila vaša odločitev, da kandidirate v Ljubljani, ne v rodnem kraju, ali pa v rodnem kraju napaka? Zagotovo ni pomagalo. Gospod Bogovič, kako komentirate namigovanje, da naj bi se del vaše stranke bolj pridružili vam? Raznih namigovanj je bilo že pred volitvami, tudi danes se o tem. Pa ste se kaj o tem pogovarjali, da je izvršilno govor? O tem ni bilo govora, ni nobenih signalov, razen to, da pač nekateri, ki več vedo kot mi o sami sebi, to pač pišemo in pač mečejo bombice v politični prostor, ki je našega. Ste bili članite se kandidirati skočiti? Zdaj, kaj približno se Če kakšen je cilj, da se res na lokalnih politikah v zadnjih statusu pridali 40 županskih mest, želite približno? Tako je. Že imate moče kakšen kandidat?
vsaj za večjo mesto. Recimo tri najmočnejše, ki moje napor. Kot sem že omenil, je 80 kandidatov evidentiranih, samostojnih in še 20 tistih, ki so skupaj kandidati. Ne vem, da se omeni, kdo bodo kandidati našega. Še eno vprašanje na Evropsko mi je zelo splošno povezovanje z Elisa, z državnim zborskim volitve niste uspeli zavezati z eno stranko. Rezultati pokažejo, če bi se povezali s katerokoli drugo stranko, razno z nacionalno Slovenijo, bi SNS prišla. Mogoče, zakaj? Ste iskali Kot veste, sem sam bil eden od tistih inicijatorjev, ki smo povezavo na evropskih volitvah naredili. Ves čas sem bil tudi pobudnik nadaljevanja tega procesa, vendar je več kot očitno, da so te predčasne volitve bile tako hitro, da je bilo praktično nemogoče zastaviti to, kar je bil na nek način načrt naslednje jesenske volitve Nova Slovenija tudi za državne zborske volitve. V času, ko je v bistvu kampanja že potekala, kampanja za evropske volitve in je prišel tudi razpis volitev, enostavno premalo časa za storitev. Povezovanje in pa sprememba na političnem področju bo potrebno tudi na slovenski desnici in sam sem bil od vsega začetka, ko sem tudi prevzel stranko Prestaškega, neki koraki so se uresničili, mogoče so pa te predčasne volitve prišle malce prehitro, pa tudi nekatere stvari, okoliščine, ki so tudi v tem političnem prostoru vladali v tem času, ki niso mogoče, da bi še